še mladi? Jaz mislim, da smo. Zagotovo je Slovenija država ljudi evropskega formata. Dokazujemo na najkonkurenčnejših poljih, kot je gospodarstvo, da se lahko kosamo s komorkoli hočemo. Sam sem imel v življenju precej priložnosti, da sem potoval po svetu, prav tako pa izkoristil priložnosti, da sem povabil ljudi v našo deželo. In brez izjeme je vsakdo odhajal iz Slovenije presenečen, kako lepa je dežela, prijazni ljudje in konec koncev, kako smo tudi gospodarsko in ekonomsko razviti, kako izgledajo naše vasi in podobno. Mislim, da premalo potujemo po svetu, premalo znamo to ceniti. In kot sem že dejal, sam sem že večkrat tudi javno to dejal, da kadar se vrnem v Slovenijo, odkodarkoli sem prišel, so moje ramena 5 cm više. Sem zelo ponosen Slovenec. Kaj pa mladim sporočate glede tega? Mislim, da je čas, ko je okoli nas vse preveč pesimizma. Sedaj so dnevi, ko se spominjamo tudi let 45, leta 50. Med nami živijo ljudje, in njih je treba vprašati, s kakšnim zanosom in s kakšno zagnanostjo so se lotili popravila porušene Evrope in izgradnje svoje prihodnosti. Danes je mogoče celo česa preveč v izobilju, da ne znamo oceniti pravzaprav tega, kar imamo. In jaz mislim, da je med mladimi potrebno ta občutek domoljubja in prinesti več zanosa. Veseli pa me, ko poslušaš razne razmišljanja mladih. V Državnem zboru so na slovesnosti ob Dnevu Evrope bili predstavljeni nagrajeni eseji, ko vidiš tudi, kako globokih misli so naši mladi. Tako da mi se preveč ukvarjamo z negativizmom, z slabostmi in premalo v ospredje postavimo tiste, ki mislijo o prihodnosti, vanjo verjamejo in jo tudi s svojim delom udejanjajo. Je domoljubnih vsebin po vašem premalo v našem izobraževanju? Na vsakodnevni ravni jih je premalo, tako v izobraževalnem sistemu, kakor tudi v našem obnašanju. Konec koncev premalo slovenskih zastav visi okoli naših domov, po drugi strani se ne znamo ob prazniku poveseliti, pozabiti tudi na to, kar mogoče še vedno se preveč razdvaja Slovence, ampak praznik izkoristiti za to, kar se mu reče, da praznujemo. Hvala lepa. Prosim.